Ta čas bom pa jaz povedal, kdo bo nocojšnji prezenter. Naša odlična, naspidirana, šarmantna Andreja vas bo danes zakurila. Jaz rečem, tisti, ki ga Andreja ne more prepričati, da je zadeva te prava, pol ne živi. Ampak vidim, da ste vsi živi, tako da, ajde Andreja, imaš besedo, vem, da boš skurila nocoj. Hvala lepa še enkrat vsem, dober večer Slovenija, dobrodošli obstoječi člani, dobrodošli novi, dobrodošli povabljeni, dobrodošli tisti, ki še niste del naše ekipe. Boris, hvala za lep uvod. Skratka, nič ekipa, I'm on fire, 1. februar, novice takšne in drugačne, gremo kar naprej. Mogoče, da se na kratko predstavim. Moje ime je Andreja Terčelj, prihajam iz Ljubljane, mamica 9-letnega sina, drugače pa zaposlena, odkar sem se srečala z tem podjetjem, napolno naspidirana in se moram tukaj zahvaliti Borisu in pa Romanu za to, da sta pravzaprav, da se je Boris spomnil na mene in mi je to zadevo predstavil in od takrat naprej gre zadeva se je obrnila, ne bom rekla na glavo, ampak na noge, ker sem bila predtem na glavo. Zdaj pa, da gremo na bistvo, ker jaz nisem pomembna, pomembna je zadeva, ki vam jo želim predstaviti. Kot vidite, kot ste že bom rekla v uvodnem delu, ko ste čakali na to, da začnemo z današnjo predstavitvijo, ste videli, da je fireball, ogenjček, plamen, skratka tudi v našem podjetju, gre za podjetje Success Factory. To ni, bom rekla, podjetje ali pa proizvodna uspeha, gre za to, da pravzaprav ogenj v našem logotipu vam bo pove ogromno, boste videli čez to predstavitev. Da na kratko predstavim, podjetje izhaja iz Estonije, staro je oziroma mlado, praznovali bomo letos 2. obletnico. Na desni strani vidite naša 2 ustanovna člana oziroma ustanovitelja, to sta Nils Grosbeck, CEO, direktor po naše in pa mladosten, obadva pravzaprav, ampak še mlajši, Chris Ress. Chris Ress je tudi ustanovitelj in pa visionary officer, to je v bistvu, bom rekla, tisti vizionar za naprej. Na kratko, Estonija, ne vem, koliko poznate Estonijo, Estonija je pravzaprav v Evropi tako kot Silicon Valley v Ameriki. Resnično digitalno in tehnološka, najbolj razvita država. Nekaj let Slovenci zelo dobro vemo, mi imamo še volitve, ko obkrožamo listke, Estonija ima že ne vem koliko let digitalne e-volitve. Ampak pejmo nazaj na naše podjetje, na Success Factory. Preko, se pravi, v tem podjetju nas je v teh 2 letih, kakor sem omenila, preko 390.000 članov, globalne skupnosti širom sveta in sicer nas je že več kot iz 186 držav. Morda mogoče samo na začetku, preden pridemo na bistvo, da gremo majčkeno čez nazaj, se pravi skozi zgodovino denarja. Tisočletja in tisočletja nazaj poznamo vsi, da so pravzaprav ljudje trgovali menjava blago za blago. Potem so prišli kovanci, zlatniki, srebrniki in podobno. Prišel je papirnati denar, papirnate valute, potem so prišli čeki. Omenila sem, da imam sina starega 9 let, če mu danes omenim čeki, me bo samo pisan pogled, ne bo vedel, zakaj gre. Potem so prišle plastične, se pravi plastične kartice, plastic cards. Z pojavom interneta je prišlo do mobilnega bančništva oziroma do internetnega bančništva, kasneje mobilno bančništvo, ki ga imamo tukaj gor več ali manj.
In pa 10-11 let nazaj se je pojavila prva kriptovaluta in to je bilo leta 2009, govorimo pa o Bitcoinu, to mogoče samo zato, ker Bitcoin poznamo vsi. Zdaj, v našem podjetju pa tukaj vidite, so različni trije produkti. Podjetje je mlado, še enkrat poudarjam, 2 leti. Podjetje razvija različne produkte. Tukaj gor vidite, en produkt je Skillex, ki je v razvoju danes. Nocoj vam pa želim predstaviti 2 glavna produkta in sicer ena je Duckcoin. To je naša kriptovaluta, zato sem šla malo čez zgodovino denarja, kako je bilo od preteklosti do danes. In pa drug produkt, ki je zelo, zelo tudi pomemben, je pa DuckPay. In v nadaljevanju vam bom na kratko razložila te 2 produkta. Zdaj, kar se tiče kriptovalut, vsak verjetno od vas, ki to sliši, reče, kriptovaluta, ponovno gor pa dol, se pravi, kriptovalute so danes več ali manj na borzi. Namen kriptovalut oziroma so pravzaprav bolj špekulativne narave, vrednosti grejo danes gor, pa še malo višji, pa spet pade dol in na koncu pravzaprav tisti, ki investiramo in ki nam govorijo, daj vlož, ker bo jutri spet zrastel, imamo od tega bore malo in je nekaj, če rečemo tako, glavnih playerjev na svetu, ki pravzaprav vodijo to rast in padce teh kriptovalut. Se pravi, značilnost obstoječih kriptovalut je predvsem njihova nestabilnost in se pravi, tudi nekako ne morajo biti vredna zaupanja na tisto, kar vam bom zdaj naprej tudi razložila in povedala. In zato danes govorimo o tem produktu, ki sem vam na začetku ga omenila, se pravi o Duckcoinu, o Duckcoin kriptovaluti. In sicer cilj našega podjetja je, da bo Duckcoin ena najbolj uporabnih kriptovalut globalno. Še enkrat, ne ena in edina, ker kriptovalut bo kar nekaj, tako kot je obstoječih valut, evro, dolarji in podobno jih je nekaj. Cilj pa je, da bo Duckcoin ena najbolj uporabnih kriptovalut globalno. Pa mi dovolite, da vam razložim, zakaj si podjetje je postavilo tak cilj in stremi k temu in bo to tudi doseglo. Kriptovalute, se pravi, majčkeno mogoče še o tem, kaj pomeni uporabno. Uporabno pomeni seveda, da omogoča, da jih lahko sprejemamo, uporabniki jih uporabljamo, sprejemna mesta sprejemajo, se pravi, valuta mora nekje krožiti in seveda, da valuta lahko uspešno kroži in da ima neko svojo vrednost, mora imeti tudi omogočene transakcije, ker če ne omogoča nekih hitrih transakcij, si z njo ne moramo pomagati nič. In ravno to govori ta slajd. Naprimer, Bitcoin, ki sem ga omenila na začetku, ga vsi poznamo. Bitcoin, ki sloni na blockchain tehnologiji, s tehnologijami vas ne bom obremenjevala, ker je vse preveč tega. Gre pa za to, da na blockchain tehnologiji Bitcoin omogoča 7 transakcij na sekundo. 7. Kriptovalute, ki so na blockchain tehnologiji in so, če rečemo, najmočnejše, omogočajo približno 3000 transakcij na sekundo. Zdaj, v primerjavi z Vizo, Mastercardi, se pravi plačilnimi karticami, plastičnimi karticami, ki jih vsi poznamo, te kartice sprejmejo 56 000 transakcij na sekundo. Zdaj pa, če pogledamo na levi strani, se pravi o Duckcoinih, ki pa temeljijo na Duckchain tehnologiji, pa naša tehnologija omogoča neomejeno število transakcij na sekundo. In ravno to je prednost, ne da so neke čakalne dobe, da čakaš 10 minut ali pa celo en dan, da lahko, ne vem, v nekem lokalu plačaš kavo. Nesprejemljivo do konca. In se pravi, tako kot sem rekla, bistvo je
najbolj uporabna. Uporabnost je tista, ki je pomembna. Namreč, kriptovaluta ne more zamenjati obstoječe valute, obstoječega denarja, čez njo ne bomo mogli tako funkcionirati, kakor funkcioniramo z obstoječimi valutami, evri, dolarji, funti in tako naprej in tako naprej. Se pravi, pomembna je uporabnost in seveda hitrost transakcij. Drug produkt, ki sem vam ga omenila na tistem slajdu, ki ste videli 3 produkte, je bil DuckPay. DuckPay je pa produkt, ki je namenjen predvsem za sprejemna mesta. Zdaj, kdo so sprejemna mesta? Trgovci. Prednost DuckPaya je, da danes veste, da trgovcem vsa ta plačilne plastik kartice ponujajo, dajte vzeti našo kartico, dajte vzeti našo kartico, dajajo jim POS terminale, seveda mora trgovec to nekaj plačati. Pri nas trgovcu za to, da ima POS terminal, ni potrebno plačati nič. Se pravi, zato da se sprejemno mesto trgovcu vključi v naš plačilni sistem krog, ne plača nič. Dobi takoj aplikacijo, uporaba je brezplačna, izdaja faktur je v trenutku, se pravi, ko mi plačamo z DuckCoini, sprejemno mesto lahko takoj plača oziroma izda fakturo ali na podjetje ali na fizično osebo, kakorkoli. Druga pomembna zadeva, ki pa je pa, da vemo vsi, da vedno sprejemno mesto, ki se želi oglaševati, mora dati za marketing ogromne stroške. Pa na koncu ni rečen, da bo pravzaprav dosegel neko ciljno skupino. Pri nas je za sprejemna mesta to precej drugače in sicer je reklama za njih tudi brezplačna, tako kakor to, da sprejmejo ta plačilni procesor. In sicer tukaj vidite, podjetje je razvilo na desni strani, vidite spletna stran Merchant Finder. Kaj je to Merchant Finder? Merchant Finder pomeni, da pravzaprav, ne vem, grem jaz v Italijo, Torino, Milano, kamorkoli ali pa v Estonijo, kjerkoli po svetu, tudi v Avstralijo, samo vneseš noter lokacijo in ti takoj razvrsti, se pravi, vsa sprejemna mesta, ki jih v tem mestu ali pa v tej državi sprejemajo DuckCoine. In na levi strani vidite, se pravi, te pikice, kje se že vse sprejemna mesta nahajajo. Naj vam povem, da smo v mesecu januarju prebili magično mejo 1000 sprejemnih mest. Mogoče boste rekli, maj se to ni veliko, še enkrat, 2 leti šele praznujemo zdajle v mesecu februarju. Se pravi, reklama za podjetja je brezplačna. Zdaj, ta slajd, ta zadeva, kar vam bom razložila, je tako najbolj pomembna. Še enkrat, eno je uporabnost in seveda, da je neka valuta, da je kriptovaluta uporabna, je pomembno, da ima stabilnost. Se pravi, da je kriptovaluta stabilna, ne da gre gor, dol. In zdaj seveda pri vsem tem, vidite, da so tukaj našteti 3 pomembni ključni faktori. Eno je userji, se pravi uporabniki, drugo je ekosistem po naše, in pa merchanti, se pravi trgovci oziroma sprejemna mesta. Namreč, tako kot sem rekla, denar mora krožiti, valuta mora krožiti, drugače nima neuporabne vrednosti, nestabilnosti, ne ničesar. Zdaj, ekosistem za rast in razvoj ekosistema je v našem podjetju odgovorno podjetje samo. Se pravi, podjetje je tisto, ki gradi ekosistem. Kaj pa je ekosistem? Ekosistem je, tukaj vidite, se pravi, kot neka taka satovje, produkti, pri katerih se pravi, je možno se uporablja naša kriptovaluta DuckCoin. Zdaj, tukaj vidite 3 letnice, 2017, 2018 in pa 2019. In boste rekli, rekla si 2 leti, zdaj pa 2017, je pa to že 3 leta, ker smo 2020. Res je.
Podjetje je predno je ustanovilo, se pravi februarja 2018, predno je ustanovilo uradno podjetje Success Factory, je že začelo postavljati in graditi ekosistem. Zakaj? Ker je prvo, moraš najprej postaviti neko bazo, da potem lahko šele začneš graditi uporabnike in pa sprejemna mesta. Brez nič odzadaj, brez nekih temeljev ne gre nič. In zaradi tega, zaradi takih stvari, ki jih tukaj vidite, ko podjetje nimajo odzadaj nič, pa samo gradijo uporabnike, dajmo uporabnike, dajmo, na koncu vse skupaj propade. In tega je bilo že kar nekaj. Se pravi, podjetje je najprej začelo graditi ekosistem, potem je 2018 ustanovilo uradno podjetje Success Factory. In tukaj vidite v 2018 vijolična barva, toliko novih stvari je podjetje v tem letu že upeljalo v ta, bom rekla, v ta ekosistem, potem je nadaljevalo v 2019 in podjetje, se pravi ustanovitelji so rekli, do konca leta 2020 bomo zgradili kompleten ekosistem. Zdaj, kaj je sploh ekosistem, oziroma kaj imamo tukaj noter? Tako, kot sem rekla, Merchant Finder, denarnica, se pravi Dark Wallet, bankomati, se pravi ATM, potem so zavarovanja, krediti, Dark Market. Zakaj je Dark Market? Dark Market je tako, kot naša Bolha ali pa eBay. Recimo zdaj tukaj noter ga ni, ne bom se naštevala, je Dark Telekom. Dark Telekom je trenutno v testni beta verziji in ga testiramo, se pravi, da lahko mednarodno kličemo po res smešnih cenah v primerjavi, če rečemo z našimi ponudniki, ne bom jih naštevala, ne gre se tlele za neko reklamiranje kogarkoli drugega. Tukaj še enkrat vidite, Chris Res, se pravi leta 2018, ko so podjetje ustanovili, je povedal, we are creating the widest ecosystem for a cryptocurrency ever. Se pravi, kreiramo najširši, največji ekosistem za katerokoli kriptovaluto nasploh. Okay? Naslednja zadeva, ki sem vam omenila, tle gor, vidite, se pravi, ostaja ta naš pomemben slajdek, kar se tiče ekosistema userjev in pa, se pravi, uporabnikov in pa spletnih sprejemnih mest, so pomembni uporabniki na eni strani, in pa na drugi strani trgovci oziroma sprejemna mesta. Zdaj, omenila sem vam, da v prvem slajdu danes je čez 390,000 uporabnikov v 2 letih. In kako podjetje gradi